Skupnost in država smo ljudje. Od tega, kakšne odnose bomo imeli en z drugimi, je odvisno, kako bo skupnost kot taka delovala navznoter in kako se bo predstavljala navzven v svetu. Mislim, da je dovolj tega, da nas ves čas delijo. Delijo nas vso zgodovino, s tem ustvarjajo strah, vojne, s tem ustvarjajo oddaljenost med nami. Ampak krhanje vezi med ljudmi ne vodi v nič dobrega. Čas je, da presežemo to. Način, kako bomo presegli, pa je odvisen od nas. Od tega, kako bomo ustvarjali vezi, je odvisno, kako varni bomo, kako sprejeti bomo in konec koncev, kako zdravi bomo. Kajti tudi povezovanje in sprejetost je dobršen del zdravja človeka. Kako bomo presegli vse te stvari, vso to oddaljenost, kateri smo bili priča 3 leta? Tako, da bomo stopili iz svoje varne, notranje cone, območja in povedali. Ljudje smo ustvarjeni tako, da povemo zato, da smo slišani, zato, da smo sprejeti. Sliko narišemo zato, da jo nekdo vidi. Film posnamemo zato, da ga nekdo pride pogledati v kino. Potem glasba je narejena zato, da je slišana. Nam ljudem izredno veliko pomeni, da nas nekdo sliši. Vzamimo si čas in prisluhnimo. Verjamem, da ti postane človek zelo blizu že samo s tem, da mu prisluhneš, da prisluhneš njegovi zgodbi. Mislim, da je to pot iz te družbene disonance, v kateri nas zlahka ločijo in zlahka ustvarijo oddaljenost med nami. S tem krhajo vezi. S tem krhajo tisto povezavo, ki nas dela družbo. Zelo pomembno je, da si vzamemo čas en za drugega in da nikoli ne dovolimo, da nam s tem, ko nas delijo, kradejo dragocen čas, ki ga bi sicer posvetili svojim najbližjim. V novem letu vam želim, da bi imeli čim več časa za tiste, s katerimi ste radi in da se boste čim večkrat izognili tistim ljudem, s katerimi ste manj radi. Srečno novo leto!